Prehajamo na 4. točko. To je predlog odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA 104 druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 25, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa Matevž Premeljč, ki ju trenutno še ni, zato predlagam 5 minut pauze. Ok, 5 minut je mimo, tudi vsi poročevalci so prisotni. Torej, preden nadaljujemo, predlagam, da ugotovimo sklepčnost. Prosim, če pritisnete zeleno tipko. Glasujemo. Glasovanje poteka. Ugotavljamo sklepčnost. Prisotnih je 19 svetnic in svetnikov, kar pomeni, da je zbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom. Torej, poročevalce pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa Matevž Premeljč. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek, izvolite. Vezano na zakonodajo, ki določa, kdaj se pač sprejme odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za posamezno območje, pravi, da je za vsak sprejet OPPN treba sprejeti tudi... Marija, samo malo proceduralno, Igor, izvolite. Jaz se opravičujem, ampak nekdo za zapisnik, ni 19, 18, na teče nas preštejete. Razen, če se je to pod mizo skriva. Ok, nekdo je očitno pustil kartice noter. Ja. Dobro, da ne bo slučajno prišlo do zapletov, bi ponovil še enkrat ugotovitev sklepčnosti. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih je 18 svetnic in svetnikov, kar pomeni več kot polovica in lahko začne oziroma nadaljujemo z delom. Torej, gospa Marija Tadeja Ježek, še enkrat izvolite besedo. Ja, hvala lepa. Vezano na sprejeto zakonodajo, ki pravi, da je za vsak sprejeti prostorski akt treba sprejeti tudi odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka, imamo pripravljeno gradivo za sprejeti prostorski akt z oznako OPPN KA 104, ki se nahaja neposredno ob Korenavi cesti. Gre za industrijsko območje. Na prejšnji seji je bil sprejet OPPN, sedaj pa sprejemamo tudi imamo predlog odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka za to predmetno območje. Ta odlok pa pravi, da se pač izračun za odmero komunalnega prispevka obračuna po splošnem oziroma po krovnem odloku za izračun komunalnega prispevka. Zakonodaja pravi, da v primeru, ko v bistvu ne gre za večje investicije v izgradnjo komunalnega prispevka, se posamezni odloki pač morajo nanašati tudi na krovni zakon. V tem primeru nimamo ne elaborata in ne posameznega izračuna, pač pa v bistvu je besedilo odloka samo v tem, da pač se posamezni komunalni prispevek obračuna po krovnem odloku. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Beseda ima Anton Tone Smolnikar, izvolite. Hvala. Jaz sem bolj gospodinski tip, pa me predvsem v kešu zanima, koliko bo v proračun prišlo. Ta odlok zakonodaja meni je jasna. Ampak koliko bo to moče prispevalo ali letos ali pa v prihodnem letu. Pomembno je, seveda zakonodajo eno pove, izračun pove drugo, posebni strokovnjaki so za te izračune na svetu, so različni, čeprav je zakonodaja enotna. Zato me zanima za to območje, ki ni tako majhno, koliko bo v županijo priteklo evrov. Hvala lepa.
Hvala. Besedo dajem poročevalki dr. Mariji Tadej Ježek. Izvolite. Hvala lepa. Gre v bistvu za 4 nove industrijske objekte, a ne. Posamezni izračun ni točno določen, zato ker v bistvu smo določili zgolj gradbene meje, ker posamezni investitorji še nimajo izdelanih projektov za gradbeno dovoljenje, pač pa v bistvu smo določili, zato da bi v bistvu to proizvodno oziroma pobudo čim bolj upoštevali, smo zarisali gradbene meje, tako da točnega izračuna pač ne moremo dati, ampak nekaj, mislim pa, da okrog 100.000 evrov pride. Ja, na Pavcija. Hvala. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za UPPN KA 104. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 18 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.